200-milsko dirko. Evo, to je pa tako, ko se zaklepetaš. Pa pravite pa na tole. Prav lepo se snežnik tam dol vidi. O, kakšni razgledi. Tole če se mrzla gora, ne? A ni dobro, no. Živijo, Peter z vami. In gremo spet v hribe, ne? Danes se nahajam pa v Kamniški Bistrici. Tamle malo nazaj je dom v Kamniški Bistrici. In gremo na planjavo. Eno tako super krožno pot. Gor bomo šli po nemarkirani poti, dol pa čez Kamniško sedlo. Nisem še bil, ampak vem, da bo ful dobro. Tako da pejte z mano. Pot se kar takoj po koncu postavi, tako da se bomo hitro ogreli. Po ene pol urce spona pridemo pa do spodaj postaje žičnice za na Kamniško sedlo. Tako tle se glih lepo ogrejemo, pa pičimo naprej. Evo, tole pa Ranko me je ujel, zdaj piči iz Hrvaške. Iz kje iz Hrvaške? Čakovec. Iz Čakovca. In piči trenira za 200-milsko dirko in gre dvakrat danes na Kamniško sedlo. Ja. To je to. Pičiva gor, ne? Ja, naravno. Ajde. Kako je to put? Nema, piši da je zahtevno, nema nekih težav. Evo, midva kar letiva gor. Evo, to je pa tako, ko se zaklepetaš, pa ne veš točno, kam greš in greš previsok. Tako da se malo samo ne spustiti, pa gremo za proti planjavi. Evo, na tem križišču, ko sem prej posnel table, gre pot tlele naprej, pa je, da je, piše proti Srebrnem sedlu, mi zdajle en fant povedal. Tako da, upam, da je to. Tukaj prečimo tale graben. Znači pa pot je zelo lepo uhojena. Kar sem tudi pričakoval, okoli Kamnika je povsod tako. Tle sem zdajle na križišču, ki se malo odpre. Takole. Ampak mislim, da tle desno, da gre pot na Kamniški dedec. Mi gremo pa tole naprej gor. Tamle je krvavc zadaj, smučišče. Že malo v oblakih. Upam, da tlele sicer tudi nekaj oblački dela, ampak upam, da ostane vse skupaj zunaj. Mi gremo pa tlele naprej. Gozd postaja vedno redkejši in posledično razgled je vedno lepši, ne? Paraklinov še po pot. Sicer mislim, da so čisto nepotrebni, ampak vseeno. Škoda, kaj glih proti soncu, ampak zdaj se bo malo videl tamle, ker je par zaporednih slapov je. Gremo pa tle naprej. Evo ga še slap. Delček slapu. Pa še krvavc. Smučišče na drugo strano. Pa pravite pa na tole. Ja, tle mora biti popoldne sansko. Sam če malo bolj toploka danes. Evo, pa dol še tolmunček. Pa s takimi razgledam. Tle me pa spominja na poševni slap, kaj takole. Ko je več vode, kar bypass speljan dol. Sem pa kaj prijemo tudi kakšne puščice pa tako da tukaj nas v smer levo. Zadnja drevesa preden se preselimo med ruševe pa skale pa travnike. No, tle pa treba celo malo
poplezati. Pa kaj gor naprej. Za koga zna biti ali del malo triki, sploh zdajle, ko so skale mokre, je kar treba mogoče palce pospraviti. Zaradi varnosti, da imaš obe roki fraj. Kakšen pogled se je odprl. Prav lepo se snežnik tamle dol vidi, dolgo že nisem videl. Drugače pa tukaj dol je pa po enih takih, precej strmo smo se uspeli po enih takih skalnatih policah, no, ali kako bi temu rekel, po eni taki steni. Za gor ni neka težava, na dol mora biti pa kar zabavno. Tičemo naprej. Na naprej dobrega razgleda so gor, se delajo oblaki. Kakšen kos snega tamle notri, prav noro. Še en takle prehod čez skalno polico. V kakšno urco do vrha sem pa Anžeta pa Saro ujel. Sara tudi me je prepoznala, ker sem taka zvezdna. Več kaj, gremo naprej, ne? No, tle naprej se pa kar človek kar lepo zadiha. Evo, kar urežemo v klanc. Evo, malo zadihati, pa razgled nazaj. Kakšne škrbine, a? Ajdemo še en razgled, da se zdiham. Tamle malo nižji sta pa tudi Sara pa Anže še. Zdaj pa še malo za poplezati spet. Ampak nič kaj takega, no. Ponovno pa spet tako lepo skala gor. Pogled nazaj. Noč pa zelo prav pridejo te cahni, oziroma neke vrste markacija, valjda. Zdaj smo preklopili pa na rumene oznake. Jaz mislim, da smo na vrh telih polic ali ne vem, kako bi temu rekel, stene, take ne prav zelo strme. Tako za gor ni nekega problema, tle za dol pa ne svetujem tle iti. Če niste res, ne vem, koliko agilni pa plezalci pa to. Take malo stremežljive planike. Tukaj bo prav čudovit pogled. Še druga smer. Kakšni razgledi. Tamle, tole čez je Dleskovška planota, pa Dleskovc. Smo en par videov nazaj, smo bili z Ema pa z Alešem tam, dal desen kot gor. Ja, pod spodje je planina Korošica. Pol pa vam bom bolj malo vrhov znal povedati, ker tlele v Kamniških nisem prav zelo doma, ampak sem le gor nekam gremo. Ja, zdaj na tem grebenu, na katerega sem prišel, je pa tudi že markirana pot. Dol gre proti Korošici, gor pa po mojem, da je naša pot. No, pa bomo imeli super razglede. Smo že na 2200. Sem le gor moramo. Toča oziroma Sodra ali karkoli, verjetno od včeraj. Glih ene pol urce sem zamudil jaz, oziroma me je tale megla prehitela, malo več. Evo, nekdo je sam na vrh skočil. Rač pa še 10 minut do vrha, pa tle gremo tudi nazaj proti Kamniškemu sedlu. Gleda, da pa vrh je pa ni v oblakih, tako da moram pohiteti. Evo, tam dol je Nova Koča v Krešlju, Slaprinka, tole je Logarska dolina. Tole čez je mrzla gora, ne? Ja, tole čez je mrzla gora. Pa smo tam čez, evo je
Olševo, pa Peca mora biti nekje. Poj pa megla. Ja. Evo, na vrh pa itak spet dobre ljudi srečal. Tomaža, Tadejo pa Ireno. Iz Kamenka. Evo, iz Podgorja. Po isti poti smo gor prišli, zdaj pa še po isti poti dol. Evo, super. Ja, zdaj se pa še zahodni vrh se odprl. Pa tamle še naravnost greben Košute sem prej pozabil omeniti. Se je ful lepo vidi skoraj cel. Inače gremo počasi v dolino, ne? Po eni strani mi je malo škoda, ker se samo kaj megla na eno stran, po drugi strani sem pa zelo vesel pa hvaležen, da se je zdaj na drugo stran videl. Tukaj zdaj je sicer kar precej taka malo zoprna megla, no, ampak sem pogledal na Kamniškem sedlu je sonček, tako da se že veselim tudi tega. Še malo sodre od včeraj. Tole pa pot naprej. Tule v spustu se pa zdaj malo menjava, malo je takle grušč, malo je pa takih lepih potk po travci. Zdaj sem pa na križišču tam, ki je bil nižje en križišče za Kamniško sedlo. Če ni megle, mora biti na telem grebenu verjetno fantastičen razgled, ne? Ampak, ker je pa megla, ga pa ni. Ko se dobro glasove sliši iz stene, pa tamle iz poti na Kamniško sedlo. No, ko se je odprl na hitrca. Tlele sem prišel, zdaj pod steno in grem pod steno proti Kamniškemu sedlu. Drugače sem pa spet na slovenski planinski poti. Gremo še malo pod steno. Tu nazaj, tu pa naprej. Medtem, ko se spuščam, se pa tudi na Kamniško oziroma nad Kamniško sedlo malo megle privlekli. Je pa višjo, kako je dober razgled. Tu treba pa kakšno fotko narediti. A ni dober, no. Kakšne škrbine. Slaprinka, Krešelj, Mrzla gora, pol so tiste gorinke, pol pa Turska gora mora biti. Tamle gor, gremo še gor. Tale pogled v Logarsko dolino moram tudi posneti.
pa tudi pot dol se vidi, ko gre proti Okrešlju, pa gor na Brano. Evo, kako dobro takole izgleda. Sam pol pa, ko okoli pogledamo, pa ni več to hudo dobro. Nič, gremo proti Podnu. Zdaj pa, če mi bo dol kaj vroče, pa še v Kamniško Bistrico. Dober razgled je tlele. Sem pa mislim, da prvič polet na sedlu. Rad sem bil vedno pozimi. Lepo je tle. Dober pogled, a? Veselili smo se v gozd, tule pa tudi pozimi, ponovadi, kadar je dosti snega, tukajle plaz na desni strani, tak mogočen plaz. Za razliko od vzpona imam na spustu skozi ljudi srečujem. Turisti večinoma navzgor, Slovenci navzdol. No, tule sem pa prej za gor obrnil, sem šel previsok. Evo ga, pa smo dol. Mrtva je kot pes. Evo, s tole lepo kuliso, dajmo še en zaključek narediti. Vso statistiko bom dal od spod v komentar, oziroma pod komentar. Drugače pa ta krožna tura idealna. Sem razmišljal, če bi šel kontra, ampak ne bi bilo tako redno. Zdaj, gor sem une pol urce zamudil, tako da razgledi so bili samo eno stran, ampak je to še en razlog, da Planjavo še enkrat obiščemo. Drugače pa pot je delno zahtevna, oziroma mogoče kar zahtevna. Fizično tudi precej zahtevna, ampak zelo lepa. Tako da tudi za gor, baje lanske teh oznak, teh markacij še ni bilo. Tako da vsa čast tudi, ki jih je naredil, ful pomagajo. To je to. Nič, kakšno vprašanje, komentar, like, subscribe in te stvari. To je to. Imejte lep dan še naprej. Čau.